Pogledali si bomo nekaj nalog, povezanih z ulomki, pa kar začnimo. Imamo prvi ulomek, 15 četrtin minus 2 petini deljeno z 8 krat 7 desetin minus 11 osmink krat 33 četrtin. Ko pogledamo ta račun, najprej preverimo, kaj nas moti. Recimo, mene moti to, da je tukaj samo 8 napisano, pa slabše mi bi bilo, če bi bilo napisano 8 enin. Se pravi, če so povsod ulomki, tudi tam, kjer niso, to zapišemo z ulomki kot enine. In zdaj se odločim, kaj bom naredila v prvem koraku. Najprej bom tole, ko piše deljeno, spremenila v množenje z obratno vrednostjo in enako tukaj. In to naredimo. Se pravi, začetek prepišem, minus 2 petine in pomnožimo z obratno vrednostjo. Krat, zopet prepišem prvega in pomnožim z obratno vrednostjo. Deljenje vedno spremenimo v množenje. Zdaj poglejmo, če se da kaj okrajšati, seveda samo tukaj, ker je krat vmes. Da se krajša tole, 1 pa 3 in 8 pa 4, 1 pa 2, pa tukaj lahko krajšamo 2 pa 8, pa pride 1 pa 4. In zdaj izračunamo. Se pravi, 15 četrtin prepišem, minus 1 krat 1 je 1, vspodje je pa 5 krat 4, torej 20. Krat prvega 7 desetin prepišem, minus 1 krat 1 je 1, 2 krat 3 je pa 6. No, zdaj moramo pa v oklepajih izračunati, ker je tam odštevanje, moramo dati na skupni imenovalec. Skupni imenovalec od 20 in od 4 je 20, zato bomo prvega pomnožili s 5, tako števec kot imenovalec razširimo. 10 pa 6 je pa skupni imenovalec 30, zato bomo prvega pomnožili s 3, drugega z 5. Pogledamo, kaj dobimo. Se pravi, 15 krat 5 je isto kot 75, dvajsetine lahko spodaj prepišemo, zdaj računamo tole. 75 minus 1 je pa 74. Krat, zopet, 7 krat 3 je 21, 21 minus 5, tole je 5, 21 minus 5 je 16, vspodje je pa 30. Zopet pogledamo, če lahko kaj krajšamo. Zagotovo lahko to pa to krajšamo za 4, dobimo 4 in 5, pa 30 pa 74 lahko gotovo krajšamo z 2, je 15, 74 deljeno z 2 je pa 3, 37. Tako, zdaj, če ničesar več ne zmoremo, to pomnožimo, se pravi 37 krat 4, ulomljeno s 5 krat 15. In dobimo, krajšati se več ne da, lahko še to pomnožimo, 5 krat 15 je 75, 4 krat 30 je 120, plus 28 je 148, 75. Lahko bi še napisali koliko celih, ampak že to je dober rezultat. Gremo k naslednji nalogi, zopet ulomek. Podobno kot prej nas moti tale dvojka, to bo zagotovo 2 enini. In pol že vemo, da bomo tole spremenili v množenje, to lahko že pa kar poračunamo in to spodaj bomo mogli odšteti, zato bomo dali na skupni imenovalec. Pa začnimo pri skupnem imenovalcu, 3 in 5 je skupni imenovalec 15, se pravi moramo prvega pomnožiti s 5, drugega pa s 3. Tukaj vzgori pa pripisujemo, se pravi imamo 4 tretjine krat 1 polovica minus, tukaj lahko trojko pa šestko okrajšamo, dobimo 1 pa 2, torej 5 krat 1 je potem 5, 2 krat 2 je 4. Ulomljeno z 5 minus 6, se pravi spodaj so 15, 5 minus 2 krat 3, 6 je pa minus 1. Gremo naprej, zopet tukaj lahko krajšamo, 1 pa 2 in dobimo 2 tretjine, minus 5 četrtin,
polomljeno z minus 1/15. Tretjine in četrtine moramo dati na skupni imenovalec. Najmanjši skupni večkratnik od 3 in 4 je 12, zato pomnožimo prvega za 4 in drugega za 3. Kaj dobimo? 2 krat 4 je 8, 5 krat 3 je 15, 8 minus 15 je pa minus 7, česa? 12. 12 prepišemo, zgoraj izračunamo. Polomljeno z minus 1/15. Zdaj minus pa minus že vidimo, da lahko krajšamo. Imamo pa dvojne ulomke in kadar imamo dvojne ulomke, to zapišemo kot 7/12 deljeno z 1/15. Se pravi, namesto te glavne ulomkove črte napišemo deljeno. Zdaj, deljenje je množenje z obratno vrednostjo. Takole, lahko še krajšamo za 3, imamo 5 pa 4 in 7 krat 5 je 35 četrtin, kar je skupaj 8,3. No, pa imamo zopet ulomek, zdaj pa so še črke noter, torej imamo algebrski ulomek. Tukaj bomo začeli nalogo reševati pri tistem ulomku, ki je v najbolj notranjem oklepaju, to je torej tole. In gremo. Ostalo vse prepišemo. X polovic minus y tretjin minus y četrtin pa x tretjin. Kaj je skupni imenovalec? 12, torej prvega pomnožimo s 3 in drugega z 4. Damo na skupni imenovalec, imenovalec prepišemo, zgoraj samo napišemo 3y minus 4x. En oklepaj smo uporabili, zato damo zdaj še samo enega. Zdaj smo ukvarjali s tem. Ta minus velja za to dvoje, oboje. Ampak preden damo skupaj, je najboljše, da damo še prvega na 12. Takole, da bo tudi pri prvem 12. In pa lahko prepišemo x polovic minus, napišemo en velik ulomek. Y krat 4 je 4y, minus 3y, zdaj pa pazimo, minus 4x, lahko pa tudi tako naredimo minus oklepaj 3y minus 4x, če nam je lažje. Zdaj bi ta oklepaj odpravili, pa hkrati, ker so tukaj 12, bomo še tukaj poskrbeli za 12. Pa bomo imeli kaj? 6x 12 minus, se pravi 4y minus 3y plus 4x 12. No, zdaj pa zopet tukaj 12 prepišemo. Tukaj prepišemo 6x, ta minus zopet velja za oboje, se pravi imamo minus oklepaj y plus 4x. In zdaj bomo še ta minus oklepaj odpravili, je 6x minus y minus 4x, polomljeno z 12, 6x minus 4x je 2x minus y, polomljeno z 12 in to je naš rezultat. Gremo k četrti nalogi. Prvega pomnožimo z, prvo, kar pogledamo, če se da kaj razstaviti. To je takšen tipični algebrski ulomek. Zdaj tukaj, ko so samo x-i noter, se ne bo dala razstavljati, razen če se da kaj izpostaviti. Tukaj, ko je x kvadrat, se bo pa sigurno dal kaj narediti. X kvadrat minus 2x, vidimo, da lahko izpostavimo x, se pravi to isto kot x krat x minus 2. In zdaj že vemo, kaj bo skupni imenovalec. X krat x minus 2. Zakaj? Poglejte, če bi imeli mi, recimo, 3/4 plus 1/3 plus 2 ulomljeno s 3 krat 4. Kaj je skupni imenovalec? Ja, 4, 3, 3 krat 4, 3 krat 4. Se pravi, bi mogli prvega s 3 pomnožiti, tega z 4. In isto bomo zdaj tukaj naredili. X minus 2 bomo še pomnožili z 2. Moramo dati pa to v oklepaj. Dvojko bomo pomnožili z x minus 2. In tukajle bomo pomnožili, tukaj pa ni treba več nič, ker je že x krat x minus 2 spodaj. Zdaj skupni imenovalec kar prepišemo.
Zgori pa je 2x krat 2 je 4x plus 6 minus, tole moramo pa zmnožiti. Oziroma lahko tudi tako prepišemo x plus 2 krat x minus 2, pa bomo potem v naslednjem koraku zmnožili, plus x minus 4. Zelo previdno moramo biti takrat, ko je minus pred ulomkom, ker ta minus velja za celotni števec. Gremo oklepaje še odpraviti. Lahko že tudi zračunamo, recimo 4x plus x je skupaj 5x, pa plus 6 pa minus 4 je plus 2. Tukaj gremo pa vsakega za vsakim pomnožiti. Torej minus x plus 2 krat x minus 2, lahko se tudi spomnimo, da je to formula a plus b krat a minus b, kar je a kvadrat minus b kvadrat. Če se spomnimo teh povezav, nam bo računanje lažje, drugače moramo pa vsakega z vsakim pomnožiti. X kvadrat minus 4. Ulomljeno z x krat x minus 2. Zgoraj bomo še zračunali. Se pravi, imamo minus x kvadrat plus 4 plus 5x plus 2. Zdaj tukaj sem samo vrstni red zamenjala, sem dala tole na prvo mesto. Ulomljeno z x krat x minus 2. Če je pred x kvadrat minus, se vedno splača minus izpostaviti. To je v bistvu minus, ostane x kvadrat, tukaj je plus 5x, damo minus 5x, zdaj urejam po vrsti, da bo x kvadrat, x pa brez x. Tukaj imamo plus 4, pa plus 2, to je plus 6, pa minus smo izpostavili, zato je minus 6. Ulomljeno z x krat x minus 2. Zdaj pa lahko to x kvadrat minus 5x, se pravi tale delček, še razstavimo. Na kaj ga razstavim? To je v bistvu x minus 3 krat, ne bo, to bo x plus 6 krat x minus 1, ali pa x minus 6 krat x plus 1, kar po Vijetovi formuli, pač iščemo način, kako razstaviti. Minus 6 krat minus 1 je plus 6, ne bo v redu, če damo pa plus 1, je pa minus 6 krat plus 1 je minus 6, minus 6 plus 1 je pa minus 5. Zdaj tukaj se sicer nič ne razstavi, ampak naš rezultat bi bil x minus 6 krat x plus 1, ulomljeno z x krat x minus 2. Včasih se pokrajša, zdaj se pač ni. Potem imamo tukaj peto nalogo, ta je dosta enostavna, samo tole zapišemo kot enine, pa še enkrat prepišemo, da bomo lažje videli. Zdaj tukaj povsod, ker nič ne piše, je krat in lahko vsakega posebej gledamo. 12 krat y krat z na kvadrat, ulomljeno z 1. 12, ko pa 4, ko krajšam, pa je tukaj 3, pa tukaj 1. Recimo z kvadrat pa z kvadrat je 1, 1. In kaj mi ostane? V spodaj vidim, da so povsod enine, torej 1. Zgor je pa 3 krat 3 je 9, x na kvadrat, y na kvadrat. Zdaj enin nam ni treba napisati, samo 9x kvadrat, y kvadrat. Še en takšen algebrski ulomek, malo daljši. Pri teh bomo vedno razstavljali, recimo tole bomo razstavili po Vijetu, pa to. Vse, kar se da, poskusimo razstaviti. Zdaj samo upamo, da se da. Ni nujno, da če je kvadratna enačba, da se bo dalo. Eto, gremo. X kvadrat minus 6x minus 16. 16 bi lahko zapisali kot produkt 8 krat 2, pa vemo, da mora biti eden pozitiven, en negativen, in je v bistvu xx, en plus, en minus, ker je minus 6, je večji negativen in je to minus 8 krat plus 2. Pa gremo spodnjega tega. Zopet poskusimo po Vijetu, če bo šlo. 15 je 3 krat 5, ker je plus 15, bi mogla biti oba minusa, in je minus 3 krat minus 5, res minus 3 plus minus 5 je minus 8. Pa zopet x kvadrat minus 6x plus 9. To že vidimo, da je to x minus 3 krat x minus 3. Lahko tudi x minus 3 na kvadrat, ker je 9 minus 3 krat minus 3, seštevek minus 6 je pa minus 3 minus 3. X kvadrat minus 5x plus 6 je pa x
zopet plus 6, morata biti oba negativna. Ali pa oba pozitivna, ampak ker je seštevek minus 5 sta negativna, je minus 3 pa minus 2. Spodaj, ker je produkt negativen, minus 6 bo en plus, en minus. In večji bo negativen, je minus 3 krat plus 2, recimo, ne. Ko vse to razstavimo, gledamo, kaj se da krajšati. Recimo x minus 3 se okrajša, potem se okrajša tale x minus 3, potem še okrajša x plus 2, ostalo se pa ne pokrajša, bomo pa prepisali. Se pravi, x minus 8 krat x minus 3 krat x minus 2 polomljeno z x minus 5. Pa skozi smo pozorni, kaj se še okrajša. Eto, imamo še enega. Zopet tukaj bi najboljše bilo napisati enine. In zato bomo tudi razširili tale celoten ulomek na 2t minus 5. Se pravi, imenovalec, da damo skupaj. Takole to pripišem, minus, spodaj je 2t minus 5, zgoraj pa 2 krat 2t minus 5. Deljenje pa spremenimo v množenje z obratno vrednostjo. Torej, krat, petine bo zdaj spodaj. Tole je pa v bistvu 2t na kvadrat minus 5 na kvadrat. In zdaj grem. 4t, tole prepišemo v spodaj imenovalec 2t minus 5. Ostane 4t minus, zdaj lahko tudi kar množimo z minus 2. Minus 2 krat 2t je minus 4t, minus 2 krat minus 5 je plus 10. Krat, tole je pa zdaj a kvadrat minus b kvadrat, kar je isto kot a minus b krat a plus b. In je to 2t minus 5 krat 2t plus 5 polomljeno z 5. In tukaj zdaj 2t minus p pokrajšamo. Tole se tudi izniči, 4t pa minus 4t, 10 pa 5 lahko zopet krajšamo, 1 pa 2 in ostane 2 krat 2t minus 5. Zdaj lahko zračunamo 4t minus 10 ali pustimo to kot rezultat. Imamo še en primer, zopet kar se da razstavimo. Sklepam, da se bo dalo razstaviti tole. Mogoče tudi zgoraj, čeprav zgoraj se mi zdi, da se ne bo dalo razstaviti. Zdaj za zgoraj se ne sekiramo toliko, ker bomo itak najbrž mogli množiti potem. Ampak x kvadrat plus 5x plus 6 je pa x plus 3 krat x plus 2. Zelo pogosto si lahko malo pomagamo s tem, kar je tukaj napisano. Zna biti isto, preverimo, če je. Zdaj prvega moramo torej pomnožiti z x plus 2, spodaj in zgoraj, drugega pa z x plus 3, prav tako spodaj in zgoraj. Prepišemo x plus 3 krat x plus 2, zgoraj pa je x plus 6 krat x plus 2 minus x plus 1 krat x plus 3, potem pa pride plus, ker je še vedno isti imenovalec, lahko kar zraven damo. Kvadrat plus 5x plus 9 je enako nič, piše, ne? Zdaj, tukaj lahko zdaj tole pa tole izračunamo, dobimo x kvadrat plus, to kar po vijetu 6 plus 2 je 8x plus 12, drugače pa vsakega vsakim. Tukaj je minus, obvezno minus in oklepaj, x kvadrat plus 4x plus 3, plus x kvadrat plus 5x plus 9, polomljeno z x plus 3 krat x plus 2. Je enako nič. Zgoraj poračunamo, koliko pride. X kvadrat minus x kvadrat, se pravi, tole lahko oklepaje odpravimo, je takole. Zdaj vidimo, da se tole izniči in ostane en x kvadrat
plus 8x minus 4x je 4x, plus 5x je plus 9x. In na koncu je še plus 12 minus 3 je 9, plus 9 je plus 18. Polomljeno z x plus 3 krat x plus 2 je enako nič. Zdaj tole bi pa lahko mogoče zopet razstavili. A se da x kvadrat plus 9x plus 12 plus 18. 12 minus 3. Nažalost ne bo šlo. Takole. Ostane x kvadrat plus 9x plus 18. Ali znamo plus 18? Zdaj, kdaj bo ta ulomek enak nič? Ja, nič je recimo takrat, nič četrtin je nič. Ali pa nič dvanajstin je nič. Ali pa nič enin je nič. Se pravi, nič je vedno takrat, ko je zgoraj nič. Zato lahko rečemo samo, kdaj bo to nič. Zdaj, 18 pa lahko damo kot 3 krat 6, a ne? To lahko še razstavimo na x plus 3 krat x plus 6, polomljeno z x plus 3 krat x plus 2 je nič. Vidimo, da se x plus 3 še okrajša, nastane x plus 6 deljeno z x plus 2. Zdaj pa kdaj je ulomek nič? Takrat, ko je vzgoraj nič, vspodaj je pa karkoli. Recimo nič četrtin je nič, ali pa nič tretjin je nič. To pomeni, da bo ta naša enačba nič takrat, ko bo zgoraj nič. To je takrat, ko je x plus 6 enako nič. To je takrat, ko je x enako minus 6. To je en način reševanja. Se pravi, to smo v bistvu razširili na skupni imenovalec, tako kot delamo pri izrazih z ulomki. Je pa še druga možnost. Lahko pa takšen ulomek rešimo še na drug način. Se pravi, štartamo isto, da pač razstavimo tole, kar se da razstaviti. Se pravi, namesto tega lahko napišemo x plus 2 krat x plus 3. In potem rečemo, bomo vse skupaj pomnožili z, imamo potem takole, zgoraj kar pustimo, ker se tole ne da razstaviti, spodaj pa takole. In ker je zdaj enačba, lahko mi pomnožimo z x plus 2 krat x plus 3. Enin seveda, števcu bomo to napisali. Zdaj, kadar množimo, moramo samo paziti, da x ne sme biti minus 2 in x ne sme biti minus 3. In pomnožimo vsakega, torej tole krat x plus 2 krat x plus 3, pa naslednjega zopet pomnožimo z x plus 2 krat x plus 3. Vsak člen, 3 člene imamo, 3 oziroma celo 4, tudi nič lahko pomnožimo. Krat x plus 3, tudi nič krat x plus 2 krat x plus 3. Tako vse člene pomnožimo. Zdaj pa krajšamo. Recimo tukaj bomo pokrajšali x plus 3, tukaj x plus 2 in tukaj moramo to vse skupaj pomnožiti in je zopet x plus 2 in x plus 3 se krajša. In mi ostane x plus 6 krat x plus 2 minus x plus 1 krat x plus 3 plus x kvadrat plus 5x plus 9 je enako nič. In zdaj to poračunamo. Pride x kvadrat plus 8x plus 12 minus, prepišem in oklepaj, x kvadrat plus 4x plus 3, vidimo, da so številke zelo podobne kot prej, plus 9 je nič. Tukaj pa pride zdaj x kvadrat plus 8x plus 12, odpravimo oklepaj. In zdaj se štejemo. X kvadrat skupaj, en x kvadrat ostane, 8x minus 4x je 4x plus 5x je plus 9x in 12 minus 3 je 9 plus 9 je plus 18 je nič. In dobimo, da je to zopet x plus 3 krat x plus 6. In kdaj je to nič? Takrat, ko je x enako minus 3 ali ko je x enako minus 6. Ampak
Tukaj smo napisali, da x ne sme biti -3, zato to ni rešitev. Ker sploh ne sme to biti. In dobimo isto rešitev x -6 kot prej.